Podelitev visokega državnega odlikovanja Zvezi glasbene mladine Slovenije, ki s svojim delom neprekinjeno že 50 let sooblikuje in širi glasbeno kulturo med mladimi, je zahvala Republike Slovenije. Organizacija deluje na področju zagotavljanja kakovostne ponudbe glasbeno-vzgojnih programov za otroke in odraščajočo mladino ter mladim omogoča prve nastope na koncertnih odrih, organizira predstavitve v tujini in sodelovanje v mednarodnih orkestrih, zborih in glasbenih taborih doma in po svetu. Mladim poslušalcem poskuša približati svet glasbe na simfoničnih matinejah, komentiranih koncertih, glasbenih delavnicah in v reviji Glasna. Spoštovani predsednik, v imenu Zveze glasbene mladine Slovenije se vam najlepše zahvaljujem za podelitev tako pomembnega odlikovanja, reda za zasluge, ki je za nas veliko priznanje in potrditev, da smo na pravi poti, da naša dolgoletna prizadevanja pri oblikovanju kakovostnih kulturno-vzgojnih programov in koncertov niso bila zaman. V vseh teh letih smo bili namreč priče veliko izjemnim koncertnim nastopom, ki so izžarevali svežino, mladostno energijo, iskreno željo po muziciranju in doživeli občudovanje številnega mladega občinstva. Ko smo v pripravah na ta pomemben jubilej listali po našem arhivu, smo z navdušenjem odkrivali, koliko nekoč mladih, še neuveljavljenih glasbenikov, ki je koncertiralo v okviru Gema odra, je danes priznanih solistov ali komornih glasbenikov. Kar nekaj jih je tudi nocoj med nami. Zato ob 50-letnem kontinuiranem delovanju zadovoljni ugotavljamo, da smo enega od glavnih namenov dosegli. Mladim glasbenikom smo omogočili stopiti na koncertni oder, da so širšemu občinstvu pokazali svoje znanje in talent, ter jim odprli vrata v širni glasbeni svet, ker sedaj uspešno nastopajo in gradijo svojo umetniško pot. V Zvezi glasbene mladine Slovenije pa optimistično zrejo tudi v prihodnost. In kako naprej plemenititi in udejanjati naše poslanstvo? Vztrajno, pogumno in brezkompromisno moramo nadaljevati s tehtnimi, vsebinsko raznovrstnimi in privlačnimi kulturno-vzgojnimi programi, ki bodo navduševali mlade za glasbo in širili njihovo vedenje o tej plemeniti umetnosti. Ohranjati živ stik z glasbo je še kako pomembno v tem hitrem tempu življenja, ko se vse odvija z neverjetno naglico in mlade tako usodno zaznamujejo družbena omrežja in različne aplikacije na pametnih telefončkih ter drugih elektronskih napravah. Kako ob sedanjem fenomenu sodobne informacijske tehnologije prepričati in osvojiti mlade, ki so naša ključna ciljna publika, bo torej poseben izziv. Drzno razvijati nove glasbene vsebine, ki bodo, kot pravi Platon, dale dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja. Odgovorno in z veliko naklonjenostjo slediti mladim glasbenikom in jim omogočati samostojne koncerte, kjer bodo lahko širšemu občinstvu pokazali svoje vrline ter tako začeli graditi svojo profesionalno pot. Pri uveljavitvi mladih glasbenikov je še kako dragoceno, da jim nekdo pomaga odkrivati njihove potenciale in razvijati ustvarjalnost. Glasno z Glasno, edino tiskano glasbeno revijo pri nas, širiti glasbeno misel, ozaveščati širšo javnost o vlogi in pomenu glasbe v našem družbenem okolju, razvijati poglobljeno in avtonomno glasbeno kritiko, ki je vse bolj izrinjena iz kulturnih strani dnevnega časopisja in drugih medijev ter s tem iz javnega prostora. Tudi v prihodnje, morda zaradi družbene situacije še veliko bolj kot doslej, se bomo soočali s pomembnimi izzivi na področju glasbene vzgoje, promocije mladih glasbenikov in razvoju glasbene publicistike. To so naši trije najpomembnejši programski stebri, trije svetilniki, ki nas bodo v nadaljnjih letih usmerjali in nam kazali naš pravi pristan. Zvezi glasbene mladine Slovenije je bil s podelitvijo reda za zasluge priznan izjemen prispevek k razvoju in širjenju glasbene kulture in ustvarjalnosti med mladimi. Ob tej priložnosti pa se je organizacija zahvalila tudi svojim zvestim sodelavcem, ki pomagajo pri zagotavljanju kakovostne ponudbe glasbeno-vzgojnih programov za otroke in odraščajočo mladino. V imenu Zveze za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je zahvalo prejela direktorica magistra Brigita Perhavec.